Izhodišče samega proučevanja so bili podatki, ki se kažejo tako na globalni kot tudi na evropski, pa tudi na nacionalni ravni, in sicer, da se kaže, da imajo da ima kmečka populacija, tisti, ki delajo v kmetijstvu, ene od najvišjih stopenj nesreč pri delu. Od kmetov so bolj ogroženi samo še tisti, ki delajo v proizvodnji, v transportu in v gradbeništvu. Takoj z vsemi temi skupinami pa najdemo po najnovejših podatkih Eurostata tiste, ki delajo v kmetijstvu. In seveda v kmetijstvu so večinoma družinske kmetije, tako da smo se v našem projektu osredotočili na izkušnje družinskih kmetij s tem pojavom. Raziskava, kot rečeno, temelji na rezultatih projekta Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni. In danes se bom v tem svojem prispevku omejila na, čisto na kratko, na obseg delovnih nesreč v Sloveniji, ki jih kažejo statistike, ki smo jih pridobili z Nacionalnega inštituta za zdravje. Potem se bom omejila na značilnosti delovnih razmer na kmetijah, ki predstavljajo tveganje za varnost in zdravje pri delu kmetov in kmetic, in tudi na njihovo odzivanje na tako situacijo. Na koncu pa bom predstavila tudi nekaj priporočil, ki izhajajo iz pridobljenih rezultatov. No, tukaj najprej vas želim seznaniti z osnovnimi statistikami, ki smo jih pridobili z podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tukaj smo se omejili na obdobje med leti 2011 in 2020 in smo nekako ugotovili, da kar nekako okrog 2500 do 3300 nesreč se zgodi na kmetijskih gospodarstvih. Med vsemi poškodbami, ki jih je nekako med 18 000 v letu 2011 do 11 000 v letu 2020, tako da vidimo, da na primer na splošno v populaciji število nesreč pri delu stagnira, upada, medtem ko pa v kmečkem okolju oziroma pri posameznikih in posameznicah, ki živijo na kmetijskih gospodarstvih, to ne drži. Število poškodb se povečuje iz leta v leto, in kar smo tudi opazili pri tistih, ki nimajo statusa kmeta, so v drugih delovnih statusih, da se število nesreč iz dela povečuje pri njih, medtem ko pa pri kmetih nekako, ki imajo status, pri ljudeh, ki živijo na kmetijskih gospodarstvih in imajo status kmeta, se pa to število na neki način celo zmanjšuje. No, kar smo pa tudi še preverili, je pa tudi podatek o številu socialno zavarovanih kmetov, ker v tej bazi, ki smo jo pridobili iz Inštituta za javno zdravje in ki je temeljila na obrazcu ER8, kjer se beležijo primeri nesreč pri delu, se je pokazalo, da se število kmetov, ki imajo ta status, in to smo preverili pri podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da se število kmečkih zavarovancev iz leta v leto zmanjšuje. Tako da nekako ob tem, da imamo nekako v tem naboru nesreč na kmetijskih gospodarstvu v povečevanju, se pa zmanjšuje število tistih, ki so zaposleni v kmetijstvu. Te podatke smo preverjali
Te primere delovnih nesreč smo preverjali tudi z drugimi analizami, podobnimi analizami, na primer z analizo delovnih nesreč na kmetijah in v gozdu, ki so jih opravili Dolenšek in njegovi sodelavci. In ta primerjava s temi podatki je pokazala, da je bilo med leti 2011 in 2020 kar 257 smrtnih žrtev. Ti podatki temeljijo na evidencah Ministrstva za notranje zadeve in tukaj v naši evidenci pa smo opazili le 9 takih primerov. Zato nekako sklepamo, da so tudi ti podatki, ki jih tukaj zdaj prikazujemo, nekako podcenjeni, da je nesreč, ki se zgodijo na kmetijskih gospodarstvih, še veliko več, vendar niso evidentirane zaradi tega, ker na kmetijah dela tudi zelo veliko ljudi, ki niso socialno zavarovani in ki so tudi že upokojenci. Tako da nekako to je nekako prva naša ugotovitev, da evidence, s katerimi razpolagamo, niso najbolj natančne. No, v nadaljevanju vas bom seznanila z rezultati, ki smo jih pridobili z polstrukturiranimi intervjuji z 23 kmeti in kmeticami iz različnih koncev Slovenije. Tukaj nekako smo imeli nekoliko več žensk kot moških, 10 moških, 13 žensk. Starosti so bile tudi različne, sicer nismo imeli toliko mladih, ker seveda nimajo še toliko izkušenj sami z delovnimi nesrečami, najbolj obremenjeni, kot bomo videli v nadaljevanju, ko bo to strukturo poklicnih oziroma delovnih nesreč še bolj podrobno predstavila kolegica Sanja. Gre za starejše kmete in kmetice. Tako da nekako mi smo seveda si želeli pridobiti čim bolj pestro populacijo v naš vzorec, vendar pridobivanje pripravljenosti sogovornic za sodelovanje ni bilo ravno enostavno. V največji meri smo nekako prišli po metodi snežne kepe, ker smo nekako tudi ugotovili, da tema, s katero smo se ukvarjali, ni tema, o kateri bi kmetje, kmetice zelo radi pripovedovali. No, najprej bi se osredotočili na delovne razmere na kmetijah, ki smo jih nekako opisali preko pogovorov z našimi sogovornicami in sogovornicami. No, in ti so nam povedali, da je delo na kmetijah tako telesno kot psihično naporno, a ker jih kmetovanje veseli, se marsičemu znajo prilagoditi in marsikaj vzdržijo, kot pravijo. Kot so opisali, so njihove telesne obremenitve v glavnem povezane s ročnim delom, česar je veliko na kmetijah, ki imajo otežene pogoje za delovanje, to so OMD kmetije in seveda tudi na ekoloških kmetijah, kjer je veliko ročnega dela. Vsi pa so tudi poudarili, da je kmetijsko delo, kjer se dviguje zelo pogosto težka bremena in se dela v dolgotrajni prisilni drži. Dela si sicer lajšajo, kot pravijo, z mehanizacijo in različnimi delovnimi pripomočki, vendar pa mnogi menijo, da ti tehnološki in tehnični pripomočki niso poceni, niso vedno v obsegu, ki bi jih potrebovali, da si jih namreč težko privoščijo, še posebej na manjših kmetijah. K tem telesnim naporom, k zahtevnosti dela na kmetiji in seveda tudi k pogojem, ki prispevajo k nesrečam in k boleznim, neugodno vplivajo tudi vremenske razmere, zlasti močno sevanje sonca, ki so mu kmetje in kmetice izpostavljene, potem vročina, vlaga in mraz, pa tudi vse slabše delovne razmere zaradi škodljivcev in plesni,
ki jim nalagajo dodatno delo in uničujejo pridelek. Kmetje in kmetice so nam poročali, da se v našem okolju pojavlja še več škodljivcev in plesni, ki jih nekako s temi obstoječimi načini, ki so že znani, tudi ne zmorejo odpraviti, in to jih tudi nekako postavlja v določeno stisko in težave. Seveda, te telesne bolečine in oviranosti povzročajo slabo voljo med kmeti in kmeticami, ker ne zmorejo opraviti vsega dela, ki so si ga zastavili, in v takšnem obsegu, kot so si ga nameravali izvesti. No, bolj kot je kmetovanje telesno naporno, pa je po mnenju kmetov in kmetic kmetovanje psihično naporno in zahtevno. In sicer so navedli kar vrsto virov, ki so povezani z psihičnimi obremenitvami, z skrbmi in s pritiski in seveda z čezmernim stresom. To so predvsem dolgi delovniki, še posebej ob delovnih konicah, ob viških sezonah, ko je treba zelo hiteti z delom, da se ne zamuja z roki, z setvijo, z sejanjem, saditvijo in seveda tudi pri spravilu pridelka. Takrat ni časa, kot pravijo, za počitek, si ne zmorejo vzeti krajših odmorov, ko pa je delo opravljeno, pa tudi vedno nekako je nekaj za opraviti, še zlasti na kmetijah, kjer imajo živali, da si kmetje zelo redko privoščijo dopust ali nekaj dni odmora. Tako da nekako smo ugotovili, da je v kmečki populaciji zelo prisotno neravnovesje med delovnim in prostim časom, kar prinaša potem težave v zdravju, najprej izgorelost in potem tudi še v drugih simptomih, tako telesnih kot psihičnih. Potem jih v stres in stiske spravlja tudi nepopolno delujoča mehanizacija, kot pravijo. Sicer v statistikah in tudi v javnosti je nekako prisotno videnje, kot da imajo naši kmetje v Sloveniji število traktorjev, ki je večje kot v drugih državah Evropske unije, vendar so nam kmetje, s katerimi smo se pogovarjali, in kmetice povedali, da stroji, s katerimi upravljajo, niso najsodobnejši, niso najbolj posodobljeni, da nekako operirajo zelo pogosto z mehanizacijo, ki je nekako iz druge roke, da tudi se dogaja, da so na voljo bolj ponaredki kot originali, potem tudi, da prihaja do velikokrat do tega, da je potrebno te stroje popravljati in nadgrajevati, kar jim vzame zelo veliko časa, in ta čas jim potem zmanjkuje za opravila in seveda tudi za počitek, kar jih seveda spravlja v slabo voljo. Potem stres jim povzroča tudi obsežna papirologija, zlasti to redno vodenje raznovrstnih evidenc, računovodstva, knjigovodskih evidenc, ker se jim zdi, da je nekako zelo obsežno in da jih to še dodatno obremenjuje ob teh stvareh, ki sem jih že omenila. Potem tudi v stresih spravljajo obiski na kmetijah strani uradnih oseb, zlasti inšpekcijski nadzori, kjer se dogaja tudi, da ta nadzor nekako jih obremeni potem tudi pri izvajanju subvencij, da se mnogokrat zgodi, da so zadeve, ki ne
ne stojijo tako, kot bi morali in so zaradi tega kmetje sankcionirani, vendar dostikrat tudi ne zaradi svoje krivde, tudi nekako, bi rekli, te zdravstveni dejavniki vplivajo na to, da morda vedno ni vse tako opravljeno, kot bi na primer po administrativnih kriterijih moralo biti opravljeni. Tako da tudi moti jih mnogokrat, da prihaja do administrativnih napak in pa tudi, da so obremenjeni z neživljenjskimi predpisami in zahtevami. Potem stres jih spravlja potem vse skupaj tudi slab pridelek, kot sem že prej omenila, zaradi škodljivcev in bolezni, obremenjujejo jo tudi finančne skrbi, kako bodo poravnali dolgove in omogočili svojim družinam eksistenco. Stres povzroča tudi delo z živalmi, še posebej takrat, ko so na primer kratve v obdobju telitve, takrat so zadeve, bi rekli, zelo tvegane in jih to spravlja v stres. Posebej se je pa skozi te naše intervjuje pokazalo, da so kmetje in kmetice zelo obremenjeni, tako fizično kot pa še bolj psihično, ker jim primanjkuje delovne sile, ker je dela, bi rekli, enako, vendar pa se mnogi njihovi družinski člani odločajo za to, da zapustijo kmetovanje in zaradi tega nekako prihajajo do tega pomanjkanja delovne sile in pa pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja se je pokazalo, da imajo mnoge kmetice tudi težave zaradi usklajevanja tega področja, še posebej, ko so otroci majhni, da imajo težave, ker nimajo socialne opore, ker se kmetija mora nadaljevati socialne opore, ki bi nadomestila delo kmetice v času majhnih otrok, pa ni. No, eno od področij, ki smo jih proučevali, je tudi ocena varnostnih razmer na kmetijah. Med udeleženci in udeleženkami sicer na načelni ravni ni nikogar, ki bi podcenjeval nevarnosti in tveganja kmetovanja, vendar pa v večini od udeleženih nekako smo prepoznali, da nimajo izdelane izjave o varnosti z oceno varnosti na kmetiji, razen pri 3 največjih kmetijah, ki smo jih imeli v vzorcu. Izjava udeleženca 5 nekako najbolj slikovito ponazarja večinski odnos kmetov v našem vzorcu do tega vprašanja. Na primer, ne rabim take ocene, sem se že z delom naučil, kjer moram biti previden, pozoren, varnostni načrt imam že v glavi. Obenem je prisotno pri naših sogovornikih tudi prepričanje, da bodo vedno ostale določene nevarnosti, določena tveganja, na kar se ne da vplivati, in da vsake okvare na traktorju, na mehanizaciji ni moč predvideti. Kljub usposobljenosti, kljub tečajem in usposabljanjem, ki se jih nekateri kmetje udeležujejo, pravijo pa, da se organizirajo vedno v času, ko imajo največ dela, tako da bi bilo tudi tega, bi bilo treba tudi tega bolj organizirano lotevati. Nekateri udeleženci priznavajo, da so tudi pri drugih kmetih opazili oziroma opažajo, da se uporabljajo bližnjice, da se ne uporablja zaščitne opreme, da mnogi kmetje, kmetice uporabljajo neke provizorične rešitve pri svojem delu, na primer v gospodarskih poslopjih, da odvzemajo varnostne, zaščitne in opozorilne elemente svojim ustrojem, ker mislijo, da bodo s tem hitreje opravili dela, ampak potem se zaradi tega lahko zgodi nesreča, in uporabljajo improvizirano popravljene traktorje in stroje, kar smo že prej tudi nekako nakazali razloge. To počnejo predvsem, kot pravijo, zaradi časovne stiske, zaradi pomanjkanja denarja, da bi prihranili na času in denarju. Ne pa zaradi dokazovanja nekega poguma, kot na primer beležijo
bolj tuje raziskave. No, na specifične okoliščine varnega in tveganega kmečkega dela v slovenskih razmerah je opozorila tudi izjava enega od sogovornikov, ki je kmete omenil kot garače, in sicer, da kmetje, še zlasti pri tem mislil na kmetice, pri delu premalo pazijo nase, da gre pri tem za ustaljen vzorec privzet iz preteklosti, kot na primer prej so gospodarji priganjali k delu svoje hlapce in dekle, zdaj pa sami kmetje priganjajo sebe. Razlog take naravnanosti vidi v slabem socialnem položaju kmetov in kmetic, ki se ga trudijo izboljšati, se dokazati s trdim in tveganim delom in tako ustvariti boljše izhodišče za svoje otroke in za prihodnost svojih kmetij. Takšno vedenje, kot pravi naš sogovornik, ni trajnostno, je samouničevalno in konec koncev brez želenega cilja, kajti noben ne ceni, koliko si ti zgaran, ko si zgaran ven, te nobeden več ne opazi. Nasprotno, sogovornik meni, da bi bilo med kmeti treba zamenjati filozofijo dobrega dela in več pozornosti kmetijskih svetovalcev pri delu s kmeti nameniti ozaveščanju in izobraževanju o optimiranju proizvodnje in varnosti zdravja pri delu, ter tako in jih seveda tudi nekako pomagati do informacij, kako z manj truda in tveganja doseči boljše delovne rezultate. Literatura povezuje tveganja pri delu na kmetiji tudi vse večjo pogosto situacijo, to smo razbrali iz tuje literature, da kmetje danes delajo po svetu, v Evropi, vse bolj sami, kar je seveda tudi precejšnje tveganje za varnost in zdravje pri delu. Zanimivo pa je bilo, da naši udeleženci te težave oziroma tega pojava niso zaznali in niti prepoznali kot tveganega. No, zdaj nekako prehajamo na temo odzivanja članov kmečkih družin na delovne nesreče in poklicne bolezni. Kot smo iz naših pogovorov lahko razbrali, je do tega prišlo na vseh opazovanih kmetijah, in sicer tako pri moških kot pri ženskah, pri mlajših, starejših. Opazili pa smo tudi, da nekateri, zlasti moški, težko priznajo, da se jim take stvari dogajajo oziroma da se jim zgodi na primer delovna nesreča. In seveda poskušajo nastalo situacijo tudi normalizirati, kot češ, da je to del vsakdanjika, dela na kmetiji. To tudi ugotavljajo drugi tuji avtorji. Nekatere delovne nesreče, poklicne bolezni pa so bile tako težke, tako zahtevne, da so zahtevale oziroma povzročile večmesečno ali celo večletno izgubo dela in dohodka na kmetiji. Zdaj, kakšne strategije ubirajo družinske kmetije v takih primerih? Družinski člani, zlasti zakonci in otroci, so prvi, ki prevzamejo delo ali pomagajo ob delovnih nesrečah in poklicnih boleznih. Sledijo jim sicer manj pogosto drugi bližnji ali pa daljni sorodniki, potem prijatelji in sosedje. Prevzemanja dela oziroma pomoči družinskih članov je pričakovana in samoumevna. Tudi v naši raziskavi se je potrdilo, kar navaja že klasična literatura, da so člani kmečkega gospodinjstva pod močnim vplivom običajnega reda, pravil iger v kmečki skupnosti, pod močnim moralnim pritiskom, da priskočijo na pomoč v težkih časih, tudi kadar pride do nesreče in bolezni. Organizacija dela na kmetiji v takih primerih je odvisna od števila članov v kmečkem gospodinjstvu. V tistih gospodinjstvih, kjer je veliko število članov, tak izpad delovne sile ni zelo problematičen. Delo se nekako uspe porazdeliti med več drugih družinskih članov. Večja težava pa je v kmečkih družinah, kjer ni veliko delovnih rok. Kmečka družina se dandanes tudi manjša, imajo manj otrok, manj generacij živi v
kmečki družini, kot je bilo to značilno v preteklih obdobjih. Tako da nekako od tega, koliko članov ima družina, je zelo odvisno, kako se ta odsotnost zaradi bolezni in nesreče nekega njihovega člana organizira. Pomembna vloga pri organizaciji dela na kmetiji pa je tudi spol poškodovanega. Če se poškoduje ženska, nekako se pri teh kmetijskih delih nekako zadeve bistveno ne spremenijo, preostali člani še naprej opravljajo enako količino dela, če pa se pri moških, zlasti pri gospodarjih, zgodi poškodba ali bolezen, pa se življenje na kmetiji bistveno spremeni za soprogo, za ženo, saj v večini prevzame moževo delo, ob novih odgovornostih na kmetiji pogosto obdrži svojo prejšnjo zaposlitev. To so pokazali naši intervjuji. V takih primerih je pa seveda zaradi preobremenjenosti z delom v redni zaposlitvi in na kmetiji ogroženo njeno zdravje, tako telesno kot duševno. Ženske so v tem smislu izpostavljene večjemu stresu in obremenitvam. Večje delovne obremenitve v daljšem časovnem obdobju lahko prinesejo v družinske odnose tudi napetosti in ambivalenco ali pa bi rekli celo konflikte. Sicer tega v pogovorih z našimi sogovorniki nismo direktno prepoznali, ampak skozi nekako druge informacije, ki smo jih izvedeli od njih, pa se je dalo videti, da je dostikrat taka situacija kvarna za odnose v družini. Na to opozarjajo tudi druge študije in seveda tudi na dejstvo, da kmetje in kmetice v takih primerih redko poiščejo pomoč in si zaupajo z drugimi. Nekako to se je tudi v naši študiji nekako pokazali, da se kmetje nekako zanašajo nase ali pa na svoje ožje družinsko okolje tudi v teh primerih, ampak če so v konfliktu, je zadeva lahko problematična oziroma nerazrešljiva. No, pomemben vir pomoči kmečkim družinam v primeru delovnih nesreč in bolezni so tudi sosedje. Sosedska pomoč je tudi del moralne ekonomije v kmečkem okolju, ki velja že od nekdaj, vendar pa se te zadeve tudi spreminjajo. V preteklosti je bilo te medsosedske pomoči veliko več, nekako sogovorniki pa so povedali, da se je ta medsosedska pomoč začela spreminjati oziroma zoževati, zmanjševati pred približno 30 leti, ko so se iz kmečkih skupnosti intenzivno začeli zaposlovati člani kmečkih družin v drugih dejavnostih in tudi družine kmečke so bile večje, tako da nekako ti demografski procesi so pripeljali do tega, da je danes kmetov v kmečkih skupnostih vse manj, da se vasi v tem smislu spreminjajo, da v vaseh še vedno najbolj, sicer ljudje še kmetujejo, ampak prevladujejo ne kmetje oziroma polkmetje. In seveda se tudi pričakovanja o pomoči med tistimi, ki so še ostali na kmetijah v teh skupnostih, spreminja, da nekako si nekako več ne upajo zaprositi oziroma niti pričakovati, da bi prejeli to pomoč, ker nekako vejo, da imajo vsi pomanjkovanje delovne sile, da so vsi obremenjeni in da si nekako na ta način ne morejo več pomagati, kot je bilo to v preteklosti, ko je bila ta pomoč, bi rekli, samoumevna. Pomemben dejavnik zmanjševanja medsosedske pomoči pa je tudi vse večja uporaba mehanizacije.
ki seveda je pogojena s tem, da ima vsak svojo in nekako s tem ne išče pomoči drugih, vendar pa problem ni samo v posedovanju te mehanizacije, ampak tudi v bojazni, da drugi z njihovo mehanizacijo ne bodo delali vestno, ustrezno in tudi nekako na tej simbolni, kulturni ravni nekako do te medsebojne pomoči med sosedi ne prihaja več. Tako da nekako vidimo, da se ta narava dela v kmečkem okolju, kmečki skupnosti spreminja, da je ta vse bolj individualistično naravnana in seveda posledica tega je, da se delovne razmere na kmetijah spreminjajo, lahko rečemo slabšajo, da je v bistvu obremenjenost tistih, ki na kmetijah še delajo, vedno večja. Kot rečeno, kmetje in kmetice vse več delajo sami, v izolaciji, osamljeni, zaradi česar so seveda potem bolj dovzetni za čezmerni stres, izgorelost in nesreče. Kot smo izvedeli iz pogovorov z našimi sogovornicami in sogovorniki, le na redkih kmetijah najemajo delavce za premoščanje izpada delovne sile v takih primerih, pa tudi nasploh. Kmetje in kmetice tudi različno dojemajo zamisel najema oziroma zaposlovanja družinskih in kmetijskih delavcev za pokrivanje potreb delovne sile. Nekateri menijo, da lahko opravijo prav vse sami ali pa s pomočjo svojih družinskih članov in ocenjujejo, da je vključevanje nedružinskih delavcev neprimerno in tudi nekoristno in da je lahko ogroža njihove kmetije. Za nekatere naše sogovornike, kot so povedali, pa bi bila taka pomoč zelo dobrodošla in tudi zelo nujna za uspešno nadaljevanje in delovanje kmetij, vendar pa nekateri tudi izražajo pomisleke o tovrstni delovni sili, bojijo se, da ne bodo ti delavci pošteni, zanesljivi in dovolj usposobljeni. Take bojazni navajajo tudi drugi, tudi literatura. In seveda naši sogovorniki so pa omenili tudi, da je težava pri najemanju te delovne sile tudi prevzemanje odgovornosti za varnost in zdravje, potem tudi večji finančni stroški so povezani in tudi problem je, da je zelo težko dobiti tako nedružinsko delovno silo, da jo v našem okolju zelo primanjkuje, da tudi tisti, ki so jo iskali, jo v mnogih primerih niso uspeli pridobiti. Posledica vsega tega, kar smo zdaj tukaj navedli, je, da mnogo kmetij oziroma se sooča oziroma kmetov in kmetic s tem, da delajo bolni in poškodovani, oziroma da se predčasno vključijo v delo, še ko so nepopolno pozdravljeni in njihove rane še niso vse zaceljene in seveda s tem tudi na dolgi rok ogrožajo svoje zdravje. Kmetje in kmetice izpad dohodka zaradi delovnih nesreč in poklicnih bolezni, kot kažejo naši rezultati, rešujejo na različne načine, na primer s prihranki, če jih imajo dovolj na voljo, spet drugi pa, ki tega nimajo in tudi zaradi pomanjkanja delovne sile, preusmerjajo svojo proizvodnjo, so na primer primorani prodati del črede ali pa tudi zmanjšati obseg svoje proizvodnje. Nekateri, ki so uspeli in so imeli za to na voljo sredstva, pa so tudi najeli nadomestne delavce v takih primerih. Še posebej bi poudarila, da so tisti kmetje in kmetje, tisti kmetje in kmetice, ki niso socialno zavarovani, še posebej ranljivi. Le na redkih družinskih kmetijah, na primer, so seznanjeni z socialnimi pravicami in možnostmi o socialnih transferjih
s pomočjo katerih bi lahko premostili marsikatero težavo, ki se zgodi zaradi bolezni ali nesreče. Še posebej kritične situacije so in smo jih tudi, smo se z njimi tudi srečali med našimi sogovornicami je takrat, kadar na kmetiji dela samo en sam kmet, še posebej tam, kjer kmet nima svoje družine, kjer dela čisto sam in v takih primerih, ko se zgodi nesreča ali bolezni, je usoda kmetije nekako zapečatena, kmetija preneha z delovanjem. Mnogi naši sogovorniki in sogovornice so tudi poudarili, da njihove kmetije v prihodnosti najbrž ne bodo več delovale, da njihovi otroci ne kažejo velikega interesa za nadaljevanje s kmetovanjem, saj, kot smo zdaj nekako že opisali, je kmečko delo precej težko in tvegano in nenazadnje, kot pravijo kmetje, tudi malo plačano in to mlade generacije ne navdušuje za delo na kmetiji. Tako da nekako ta privlačnost kmečkega poklica je na preizkušnji zaradi vseh teh razmer, o katerih smo že danes govorili. No, tukaj sem zdaj na konec koncev s priporočili oblikovalcev politik. Kot smo na začetku omenili, je težava že s samimi evidencami in samimi statistikami, s katerimi lahko mi spremljamo ta pojav. Ugotovili smo, da lahko ugotavljamo samo nesreče pri delu pri tistih, ki imajo socialno zavarovanje. Kot sem pa že omenila, oziroma kot se je pokazalo, so pa na kmetijah delujoči mnogi tisti, ki tega statusa nimajo in za tiste o njihovih nesrečah in boleznih ne vemo ničesar, tako da, kot že uvodoma narečeno, so podatki podcenjeni, tako da bi nekako bilo potrebno v te statistike vključiti dejansko vse osebe, ki delajo na kmetiji, tudi tiste, ki niso zavarovani iz naslova kmeta, pa tudi tiste, ki ne delajo v drugih dejavnostih. Sploh potrebno bi bilo vzpostaviti register poklicnih bolezni, seveda tudi za druge poklicne skupine, pa tudi seveda za kmečko prebivalstvo, ki ga v Sloveniji nimamo in s tem nekako ne moremo slediti temu pojavu v okolju. Potem razširiti bi bilo potrebno nabor kazalnikov pri spremljanju socialno-ekonomskega položaja kmečke populacije, na primer v popisu kmetijskih gospodarstev, ki se izvaja na vsakih 10 let, pa na določena leta na vzorčni populaciji, bi bilo zelo primerno vključiti tudi indikatorje, kazalnike zdravstvenega stanja in tudi dejavnikov, ki povzročajo stres med kmeti in kmeticami. Kakšni so trendi, bi lahko ugotovili s pomočjo takih kazalcev. Potem izvajati bi bilo treba redne varnostne preglede delovnega okolja na vseh kmetijah in to delo vključiti nekako v redno, običajno standardno delo kmetijsko-svetovalne službe. Vse kmete, vključno tudi tiste, ki nimajo socialnega zavarovanja, bi bilo potrebno vključiti v redne obdobne zdravniške preglede. Potrebno bi bilo organizirati v Sloveniji posebno poklicno zdravstveno službo za kmetijstvo. To službo imajo že marsikatere evropske države, v Sloveniji pa te službe nimamo in glede na, bi rekli, pojav, ki ga nekako nakazuje tale naša raziskava, bi bilo to službo nujno organizati. Tako tudi izobraževalne treba bi bilo organizati tudi izobraževanja kmetov in kmetic o varnosti in zdravju pri delu v okviru kmetijsko-svetovalne službe.
Potem kmetom in kmeticam bi bilo treba zagotoviti celovite informacije o sistemu socialne varnosti. Kot sem že omenjena, teh informacij kmeti, kmetice nimajo. In seveda te informacije predstaviti na njim preprost, razumljiv način, ne precej komplicirano, pač zakonodaja dostikrat stremi k temu, ampak treba bi bilo to prilagoditi vsakodnevni življenjski situaciji ljudi, ki delajo v kmetijstvu. In seveda tudi podajanje teh informacij vključiti v redna izobraževanja kmetijske svetovalne službe. Potem tudi kmete in kmetice, ki so obremenjeni zaradi pomanjkanja delovne sile, še zlasti informirati o možnostih, ki že obstajajo, na primer o zaposlovanju, najemanju delovne sile preko osebnega dopolnilnega dela in pa tudi poenostaviti administrativne postopke, ki so povezani z organizacijo tega dela. Da pa bi se še posebej bolj na celovit način izognili pretiranemu stresu in izgorelosti kmetov in kmetic ter se osredili na pomanjkanje delovne sile na kmetijah, s čimer bi se okrepila, kot prej omenjena, privlačnost kmečkega poklica, bi bilo potrebno začeti tudi strokovno razpravo v okviru stanovskih organizacij o možnostih vpeljave socialno-delovne pomoči na kmetijah. To je o službi za nadomeščanje in se na vladni ravni dogovoriti za tak sistem, ki bo ustrezal potrebam kmetov in kmetic in ki si ga bodo kmetje in kmetice tudi lahko privoščili. Mislim, da sem že kar nekako presegla svoj čas, nekako opravičujem in obenem zahvaljujem za vašo pozornost.